Pozdravljeni! Velika nagrada Madžarske nam je dala ogromno iztočnic, o katerih se da komentirati, kaj smo videli pravzaprav na progi. In nekatere bom skušal strniti v naslednjem prispevku. Eden izmed mnogih faktorjev, kateri so bili odločilni pri veliki nagradi Madžarske, je bilo vreme. Nekaj ur pred začetkom same dirke se je usula ploha. Videli smo moker asfalt in vsi na štartnem razporedu z intermediate oziroma full wet pneumatikami. Prvo presenečenje je v bistvu poskrbel že Max Verstappen. Zletel je s proge v tistem formacijskem krogu, tistem, pri katerem bolidi grejo ven iz boksov ter naredijo krog, da pridejo na štartni razpored. Zlomil je prednji aerodinamični profil in zgledalo je, da je prišlo tudi do poškodbe na sprednjem levem vpetju. A mehaniki so v zadnjih minutah pregledali zadevo in seveda bilo je vse v redu. Lepo jih je bilo videti, kako so hitri in natančni pod pritiskom. In prvo presenečenje je bilo že tisto, ki smo videli pri ekipi Haas. Po ogrevalnem krogu oba bolida v bokse, po pneumatike za suho progo. Ugotovili so, da se proga hitro suši in tiste pneumatike intermediate oziroma full wet so bistveno mehkejše, ne samo od soft pneumatik, ki so bile na razpolago, ampak od vseh pneumatik za suho progo. Namreč voda, dež jih hladi, zato morajo biti mehkejše, da delujejo pri nižjih temperaturah. A ko je proga suha, razpadejo v trenutku, pregrejejo se, enostavno povedano. In to smo videli pravzaprav v začetnih fazah dirke. Po približno 4 krogih praktično vsi v bokse. In tu je treba poudariti prvo zadevo. Ni mi jasno, zakaj so montirali Charlesu Leclercu pneumatike soft namesto medium. Videli smo to v nadaljevanju. In druga, zakaj so klicali Sebastiana Vettela v bokse takrat, ko je bila največja gneča. Spomnimo se, koliko časa je izgubil, ko po menjavi koles je moral čakati, da se je pit lane sprostil in da je lahko zavil nanj. Seveda, tu je treba opomniti še dve zadevi. Ena razčiščena, druga še bo v teh trenutkih, ko to snemam. Namreč Kimi Räikkönen na štartu dirke se ni postavil na pravo mesto in je dobil za to 5 sekund kazni. Od izkušnega voznika, kot je on, bi pričakoval bolj vestno postavljanje na štartni razpored, tudi če je bil zadnji. Druga zadeva se pa tiče Red Bulla Alexandra Albona. Pri Red Bullu so kršili navodila, katere je dal vodja dirke, namreč prepovedal je sušenje tistih mest, kjer bo nekdo štartal. In Albon je začel na 14. mestu, to se pravi sodo mesto, tisto z manj oprijema. Videli smo na štartu, da Bottas in Perez sta imela katastrofalen štart in začela sta na 2. in 4. mestu. Torej, tudi na tem je bilo nekaj, da smo videli na začetku 2 izmed potencialnih favoritov, kako sta zdrsnila nazaj po lestvici. Seveda, vrnimo se k Charlesu Leclercu in njegovimi soft pneumatikami. Te niso imele življenjske dobe, kot je napovedoval Pirelli. V tisti njihovi strategiji so nekje pričakovali celo življenjsko dobo soft pneumatike 35 krogov. Po 15 krogih je bil Charles Leclerc v resnih težavah, a problem je bil v tem, da je zadrževal kar veliko gnečo za seboj. In tudi, da je zadrževal že prej omenjenega Alexandra Albona, niti ni nič spornega, a za seboj je zadrževal svojega moštvenega kolego, katerega bi lahko spustil direktno za Albona in mu tako pomagal v tistem boju. A nič od tega. Problem je v tem, da Charlesa Leclerca so na to prehiteli. Potrebno je bilo, da je napravil pred časom postanek in seveda izgubil je ogromno mest. Montirali so mu pneumatike hard, a do konca dirke nikoli ni dobil pravega ritma. To je končal kot 11. izven območja točk in praktično pokazal,
kar nekaj šibkih točk v svojem karakterju in svojem talentu. Mnogi ga kujejo v zvezde, a treba je biti pozorni tudi na te stvari, ki smo jih videli na veliki nagradi Madžarske. Po drugi strani o dirki Lewisa Hamiltona imam kaj dosti povedati. Vodil jo je praktično od začetka do konca, nihče mu ni prišel blizu in tisto na koncu, ko se je ustavil, da je montiral vso pneumatike in napravil rekordni krog, je tipično njegovo. Dokazati vsem, da je najboljši in da mu nihče ne more priti blizu, ter tako je pobral še tisto dodatno točko. Seveda, tipično Lewisovo in videli bomo verjetno še dostikrat kaj podobnega. A tako, ko ima na kakih dirkah srečo, na drugih pač malce manj. Tisti, ki je že na začetku imel kompromitirano dirko, je bil Valtteri Bottas, namreč štartal je na drugem štartnem položaju, ta je na tistem delu proge, katera ni imela oprijema in praktično je stal na mestu. On pa Perez, mnogi so ga prehiteli. Na koncu je malce zmanjkalo, da ne bi bil drugi, na koncu je bil tretji, a z dobro strategijo pri Mercedesu so mu dali v veliko pomoč. Seveda Valtteri Bottas ni Lewis Hamilton, a je izjemno konstanten in konkreten voznik. Tisti, ki mi je prijetno presenečil v dirki, je bil Max Verstappen. V tistem polomu pred začetkom dirke je postal fantastičen. Seveda, težko je bilo pričakovati, da bolid Red Bulla bi bil kar naenkrat konkurenčen po tistemu, kar smo videli na kvalifikacijah. A po drugi strani nihče ni pričakoval Verstappena na drugem mestu. In seveda tudi Albon je imel solidno dobro dirko, bomo videli, kako se bo razpletlo s tistim odločenjem o sušenju njegovega štartnega mesta. Mene osebno Lance Stroll na 4. mestu ni razočaral. Nisem pričakoval, da bo ne vem kako izjemno hiter, a je bil konkreten, ni napravil veliko napak in seveda dosegel rezultat, katerega je za uokviriti. Imel je lepo priložnost na veliki nagradi Madžarske in jo je izkoristil. Seveda na kvalifikacijah je kazalo res malce boljše, a treba je biti realisti. Bolid ekipe Racing Point se težko primerja s tistimi najboljšimi bolidi te aktualne sezone. Kot sem povedal, pri Ferrariju so pokazali pa celotno svojo šibkost. Najboljši Sebastian Vettel, tistega, ki so ga postavili v kot, kateremu so pokazali vrata, kateri dobi drugo izbiro pri strategiji, a še zmeraj v tistih ključnih trenutkih, čeprav mnogi se ne bodo strinjali, povleče iz rokava fantastično dirko, kot je bila ta. Verjetno se mu je sedaj odvalil kamen od srca in bomo videli do konca sezone še kako tako predstavo. Čisto nekaj drugega kot pri Charlesu Leclercu. In seveda, pri ekipi Haas so dosegli točke praktično s konkretno dirko Magnusena in s tisto genialno potezo pred samim začetkom, ko so pred začetkom dirke šli v bokse menjati intermediate za slick pneumatike in seveda začeli iz pit lane. Izkoristili so možnost, ki jo dovoljuje pravilnik, a pokazali drugim, da tudi te manjše ekipe, tiste, ki tehnično niso na nivoju, znajo povleči nekega asa iz rokava, kateri je ključen na koncu. Malce sem bil tudi razočaran strani ekipe McLaren, ne toliko strani Carlosa Sainza mlajšega, kateri je imel fantastično dirko in je pokazal, z kakega testa je, ampak nasplošno od obeh bolidov sem pričakoval boljši rezultat glede na kvalifikacije in glede na prejšnje dirke. Pač proga v Hungaroringu se je pokazala za malce preveč težavno, a vseeno pri McLarenu generalno gledano so konkurenčni. Seveda, treba bo počakati, kaj bojo pokazali še naslednje dirke. Predvsem tisti dve v Silverstonu znata biti izjemno zanimivi. A forma Ferrarija je padla izjemno nizko. Kljub temu, da so nekateri pričakovali nek preporod, nek preboj, nekako boljši rezultat, če primerjamo zaostanek, ki ga je imel Sebastian Vettel lani, ko je sicer dosegel 3. mesto in je bil 6 minut, in ga primerjamo s tistim letos. In ne glede na mesto, katerega je dosegel, je bil zadaj za krog, za Lewisom Hamiltonom je slika več kot
jasna. Mnogi navdušenci si želijo, da bi Ferrari popravil SF1000, da bi dobil tisto bistvo tega problema v bolidu. A treba je pozoriti na nekaj. Ostale ekipe zagotovo jih ne bodo čakale, zato bo pot navzgor prekleto strma. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.